Hej, danes pa te spet popeljem malo v zakulisje in ti pokažem delčke mojega delovnega dne. Ko sem posnela prvi podobni ta video, sem dobila ful sporočil in sem bila totalno presenečena, tako da evo, posnamem zdaj še kakšnega. Danes te popeljem v zakulisje, čisto preprosto mojega dne in pa s tabo bom delila tudi 5 lekcij, ki sem jih jaz dobila glede dobrega brenda, kaj vse mi lahko, če imaš dober brand, prinese. Seveda je zmeraj prostor za rast, brand, tako kot naš posel tudi, ali pa osebni brand, tako kot mi rastemo, raste po mojem mnenju brand tudi z nami in se razvija, postaja, upamo, da vedno boljši, če delamo na njim. Tako da ti bom delila še enih takih 5 zanimivih lekcij, ki sem jih jaz dobila skozi teh plus 10 let. What if the council came back and just said, no, you're not doing the project? Because one of the things that has happened for submitting projects to the council is it has become easier in general to do renovations like this and to get permission, but it's also become harder because the fire regulations are... Prva lekcija je definitivno povezana z boljšimi, če rečem v narekovaji, boljšimi strankami, ki plačajo brez kakšnih problemov in se tudi rade vračajo oziroma ostanejo, oziroma so zadovoljne in ostanejo. Kaj mislim s tem? Je to, da v bistvu, ko ujameš tiste prave svoje stranke, katere lahko res maksimalno podpreš, je vsaj moja izkušnja je taka, no, vsaj jaz z njimi potem res uživam delati, ko delajo mogoče na področjih, ki tudi mene zanimajo, wellness, yoga, zdravje, energije in tako naprej. Valjda so to tematike, ki tudi mene zanimajo, in valjda mi je ful dobro potem s takimi ljudmi jih podpreti in delati na teh tematikah. In seveda, to je povezano vse z idealno stranko. Če imamo mi zelo dobro zastavljeno idealno stranko, s kom želimo sodelovati, potem lahko začnemo graditi brand, ki bo take stranke tudi pritegnil. In ko imaš enkrat zadovoljne stranke, običajno je to tudi proces lahko, različno dolg. Pri meni se je začel tisto, da vzameš vse stranke, kdorkoli želi kupiti od tebe in seveda lahko velikokrat potem naletiš na koga, ki mogoče ne da ni zadovoljen, je zadovoljen, ampak potem mu daš mogoče roko ali pa 2 roke, pa bi ta oseba želela imeti še veliko več. Nič ni narobe s tem, ampak pomembno je, da v bistvu, ko gradimo svoj brand, da vemo, kaj so tudi naše meje, kaj damo in kako ne. In predvsem to, da res pritegnemo svoje stranke, take, ki z veseljem plačajo. Jaz zadnjič sem recimo imela zaključek z eno stranko, pa mi je tako hecno rekla, ful se mi je lepo zdelo, ko sva delala 1 na 1 in je rekla, da v bistvu bi jaz definitivno mogla zvišati cene, In je tako zanimivo, ker vedno potem med našo publiko najdemo tiste, ki bodo rekli, tvoje cene so čisto previsoke, in pa tiste, ki bodo rekli, da so tvoje cene mogoče celo prenizke. In seveda, če delamo s takimi strankami, ki imajo občutek, da so dobile veliko več, kot so plačane, bodo seveda tudi, so verjetno očitno, tudi je to znak, da so zadovoljne, kar verjetno pomeni tudi to, da se bodo z veseljem vračale in seveda, to je taka win-win zmagovalna kombinacija za čisto vse vpletene. Zato je res fajn, da delamo, oziroma vsaj po moja lekcija je definitivno na to, da gradnja na delo na, kdo je tvoja idealna stranka, na brandu, da potem pritegne kot en taki magnet te stranke, je definitivno investicija, ki se splača na dolgi rok. Druga lekcija je definitivno varnost. Zdaj, če si že na podjetniški poti, potem se verjetno strinjava, da pa tudi služba, ne rečem, da je varna pot, sploh ne, ker danes lahko bolj ali manj hitro dobimo tudi odpoved, tudi če imaš redno zaposlitev, se vedno najde pot. Ampak, če imaš svoj posel, mogoče
varnost oziroma ta občutek varnosti še nekako veliko bolj pomemben. Ne? In ko imaš zgrajen svoj brand, ko je res ta brand uspešen, je ne glede na to, kaj se zgodi, lahko v bistvu iz nule že naslednji dan ga preoblikuješ ali pa postaviš iz nule, če tako rečemo, ne? Začneš kakšen novi posel. In verjetno se sigurno koga spomniš, kakšne uspešne podjetnike v Sloveniji ali v tujini, ki imajo mogoče celo več brandov, ne? In jih dodajajo, ki imajo več poslov. In to je ta varnost, ki ti v bistvu, ko imaš enkrat zgrajen uspešen posel, ki je seveda proces, ne? Ti prinaša lahko seveda tudi to varnost, tako finančno, kot tudi svobodo in pa tudi kreativnost. Ne? Tudi če se, ne vem, jaz recimo, ko delam na spletnih straneh in zdaj mogoče nekateri verjamejo, da bo AI oziroma da bo prevzel vse to, da ne bo se več delalo recimo spletnih strani kot ljudje, ne? In to bi zame pomenilo, da en velik del biznisa bi recimo meni totalno odpadel, če bi tako gledali. Ne? Ampak seveda ni nujno tako, ker jaz se lahko hitro potem pivotiram, ker imam temelje brenda postavljene, ker vem, kam grem in lahko hitro to spremenim. Tudi če se ti, ne vem, kdaj zgodi, da želiš čez noč ali pa da čutiš, da želiš brand peljati ali pa želiš se ukvarjati z nečim drugim, če imaš dobro postavljen brand, takšen prepoznaven, takšen, da ti ljudje zaupajo, takšen, da stranke se vračajo, potem seveda se lahko karkoli zgodi in ti postaviš lahko drugi dan nov posel. Meni recimo v preteklosti ti lahko mogoče delno bom delila, ker ne želim karkoli negativno, ker ne gledam na takšne dogodke negativno, kaj se je meni recimo zgodilo, da smo v bistvu na začetku, to je bilo pa več kot 10 let nazaj, sva z eno kolegico skupaj ustvarili en drug brand, pod katerim sva delali in sva potem seveda hitro tudi ugotovile, da ne bo šlo skupaj, da ne bova, da vidiva vsaka čisto drugo pot in želiva iti tudi vsaka na svojo pot. In seveda, tisti trenutek, ko sem jaz mogla potem iz nule začeti graditi svoj brand, mi je zelo pomagalo tudi to, kako je izgledal moj osebni brand. In takrat sem dobila eno zelo ogromno lekcijo, da v bistvu ta investicija, da gradimo ta osebni brand, svojo prepoznavnost in tako naprej, je res blazno pomembno, ker ti naredi res eno tisto varnost. Tudi če ti danes se sesuje ali pa zapre tvoj posel ali pa ne vem, karkoli se zgodi, lahko jutri ali pa naslednji teden torej greš v akcijo, daš novo ponudbo, nekaj novega na trg. To so lahko mogoče varnost glede takih zelo velikih premikov, če jih želimo narediti, in pa tudi iz tega, da mogoče želimo samo manjše premike narediti ali pa manjše spremembe, recimo, da želimo ponudbo popolnoma spremeniti, pa nas je mogoče strah. Če imaš dober brand in če imaš dobre temelje, da ti stranke res zaupajo, potem bodo seveda tudi ostale s tabo. Tudi če dvigneš cene, če spremeniš ponudbo in še vedno njim služiš, je to ena taka, se mi zdi, da res vrhunska investicija našega običajno več časa, ki pa je definitivno po mojem mnenju več kot vredna. Tretja lekcija, če tako rečem, je definitivno bi vezana bila na svobodo. In sicer svoboda v stilu, da lahko zmeraj, če rečem tako, delamo, kar želimo, oziroma gremo po tisti poti, ki nas mogoče bolj pelje, ki nas bolj potegne. Zdaj kot podjetniki si mogoče
večkrat odvzamemo ali pa mislimo, da nimamo te svobode, da lahko pivotiramo, da lahko spremenimo, da lahko kaj dodamo, da lahko transformiramo, ampak v resnici moja ena velika lekcija je bila to, da imamo svobodo, da lahko svojo ponudbo drugače zapeljemo, da lahko ponudimo različne stvari, da lahko uberemo včasih tudi kakšne nove poti, ki še niti ne obstajajo. In tudi, če nas je strah, da bomo mogoče nekoga izgubili ali pa zdaj pa se bo kaj spremenilo, ni nujno. Sploh, ko dobivamo mogoče kakšna druga znanja, kakšne nadgradnje tudi sebe na osebni rasti in tako naprej, se lahko zgodi, da se bo naš posel oziroma brand že transformiral. In tukaj seveda imamo to svobodo, da če imamo nekako dober brand spet, da imamo spet okoli sebe ljudi, ki nam zaupajo, in če mi mogoče vključimo še nekaj drugačnega zraven, nam bodo ti ljudje, ne bom rekla sledili, ampak na nek način sledili oziroma ostali v naši bližini, ker bodo vedeli, da je to samo neka nadgradnja. Velikokrat recimo tudi pri meni je v bistvu to bilo, recimo, da kakšno delo z energijami, pa povezovanje, pa to, pa bi marsikdo rekel, joj Maja, ti delaš v bistvu brand, spletno stran in tako naprej, kako lahko o čem takem sploh govoriš, to sploh ne paše, marsikoga boš prestrašila in tako naprej, ampak je v bistvu to tudi moj del procesa, da ne delamo samo na fizično, kot nekih delavnicah in fizičnih zadevah, ampak jaz grem v bistvu tudi malo bolj globoko, da se res povežem z stranko, za katero recimo delam in prosim oziroma dobim informacije, katera smer, katera usmeritev je za to stranko najbolj primerna, da bo najbolj uspešna in da bo najbolj jo podprlo na njeni poti. In tukaj je ta svoboda, o čemer lahko tudi govorimo, ki lahko vključimo v svoj posel, tudi če mogoče drugi ne govorijo o tem ali pa mogoče še niti ne obstaja. Sploh, če je to nekaj, kar bo še bolj podprlo, mislim, da naše stranke je definitivno ena taka zmagovalna kombinacija, ki jo lahko na svoji podjetniški poti tudi vključimo. Tako da moja enih večjih vrednot je definitivno ta svoboda, tudi svoboda, da si rečemo, ok, kdaj bomo delali, kdaj ne bomo delali, in če seveda imamo dober posel, če imamo dober brand, nam to tudi omogoča, da ne rabimo samo strmeti za tistim za preživetje, pa da moramo oddelati toliko pa toliko ur, ampak lahko imamo veliko, veliko več svobode, če si seveda to dovolimo in če si rečemo da. Četrta lekcija je pa definitivno to, da se ti začnejo odpirati vrata, oziroma lahko, vsaj jasno, pri meni se je tako izkazalo, pa itak tudi pri ostalih, da se ti začnejo odpirati vrata oziroma dobivaš vabila za različne konference, kakšne različne dogodke, delavnice in tako naprej, kar je v bistvu zelo fajn, ker v bistvu prideš pred nove stranke, prideš na nove odre in tako naprej. Tudi če mogoče recimo v moji prvi nekako fazi ni bilo mišljeno, da bom jaz zdaj da si želim ful nastopati in tako naprej, ampak definitivno pa želim podpreti čim širše občinstvo, kar je možno, in seveda, če me kam povabijo, da lahko podprem njihovo občinstvo, je tako, mislim, da ena zmagovalna kombinacija, seveda za vse vpletene. In dober brand, tudi osebni brand, ti seveda začne odpirati tudi takšne poti,
da dobiš vabila, mogoče tudi iz medijev za različna sodelovanja in tako naprej. Ampak če nimaš zgrajene prepoznavnosti, potem seveda do tega ne pride ali pa pride zelo, zelo, zelo počasi. Tako da to je še ena taka velika točka oziroma kljukica, ki pri meni se mi zdi, da je zelo veliko vredna in še enkrat vredna investicije, predvsem našega časa, ko gradimo torej brand. Evo, zdaj pa je čas še za kosilo. Ti delim moj trik in sicer za kosilo zmeraj, danes je ponedeljek, v nedeljo vedno pripravim, ne vem, vsaj za 3 kosila, običajno za 3, tako da samo potem pogreješ in imaš že takoj kosilo. Torej zraven, ko pa imam kosilo, pa nekako je moj taka slaba navada, če temu rečemo, bi marsikdo rekel, ampak meni je ful fajn tako za odklop. Na Netflixu običajno gledam kakšno serijo, trenutno je The Night Agent. Je super za gledati, je pa tako, da včasih kar malo preveč noter padeš, tako da jaz nekako to združim in mi je tako res ful taka ena pauzica, ki se lahko na hitro izklopim. You ready? Yeah. We gotta get back on what we were talking about. Absolutely not. 5. lekcija je pa definitivno tudi to, da lahko brez ogromne ekipe ali pa da bi imel veliko zaposlenih, zgradiš zelo, zelo uspešen brand, oziroma kot bi v tujini rekli, one man band, oziroma brand v tem primeru. Torej, da si sam v svoji ekipi, je v bistvu zelo velika možnost, da lahko zgradiš tudi velik brand oziroma velik posel, ki ima neomejeno rast. Tako da v današnjem svetu se mi zdi, ko smo res online lahko povezani, ko imamo tudi delno ali pa v celoti online posel, je to en veliki plus. Včasih, če pogledamo, mogoče niti ni bilo to tako zelo možno, zgraditi posel, kjer si sam in ima neomejeno rast in lahko raste, se razvija in tako naprej. In če samo pogledaš po družabnih omrežjih, imaš veliko teh influencerjev oziroma drugih podjetnikov pa podjetnic, ki so v bistvu res sami v podjetju, torej one man podjetje, in so zelo uspešni. Sploh kakšni coachi, influencerji in tudi ostali. Tako da to je v bistvu še res ena taka zame osebno ena zelo velika lekcija, ki sem jo dobila, da nam v bistvu online svet nekako omogoča to, da se razširimo oziroma da zgradimo svoj brand lahko zelo velik, zelo uspešen posel, brez da imamo ogromno ekipo. Ne narobe razumeti, seveda te ekipa lahko podpre, ampak to ne pomeni, da moraš imeti zaposlene ekipe. Primere, recimo, če imaš učinkovito spletno stran, je to lahko že kot en tvoj zaposlen, jaz temu rada rečem, kot asistent, kot tvoj prodajalec, ki deluje 24 ur na dan in ti prihrani veliko časa, seveda tudi denarja na dolgi rok. Potem seveda imamo pa tudi različne druge pristope, ki nam pri tem pomagajo, da je to mogoče. In to je še ena taka, po moje, ena ogromna lekcija in pa taka ena navdih, ki mi da vedno znova energijo, da gremo v akcijo, da vlagamo v svoj brand, da gradimo na tem, da smo tudi torej bolj prepoznavni in da lahko zgradimo brez ogromne ekipe veliki posel. To je pa bil moj delovni dan, zdaj pa se začne free time oziroma prosti popoldne, malo spet igranje s čili in pa relaksacija, mogoče tudi kakšno barvanje, ki je trenutno nekako moja obsesija postala, zraven kakšne nanizanke. Mi je fajn, ker se izklopiš in je eno tako zanimivo delo. Tako da, evo, če ti je bil ta video všeč, bom ful vesela tvojega feedbacka oziroma mnenja, kaj si še želiš oziroma želje, kaj si želiš videti, kaj želiš, da ti pokažem. Moja želja sicer je, da bi ti tudi pokazala več ko delam za posamezne stranke, je pa problem v tem, da seveda
deliti te vsebine ni odvisno samo od mene, ampak tudi od strank, tako da nekako še kolebam, kako bi lahko to združila, da te mogoče lahko še bolj globoko popeljem v delo in da vidiš, kako potekajo sami procesi. Tako da zaenkrat pa danes je to. Uživaj in se vidimo naslednjič. Čau! Še, pa super. Ja, še. Čau. Zdravo. 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 Ja, še. Zdravo.